Da gre pri kupovanju več kot 70% deleža Večera za zapleteno denarno verigo, v katero je vpletena tudi nova KBM, se je govorilo že od lanske jeseni, ko je moral Kovačič prostovoljno banko tudi zapustiti, seveda z dobrimi 70 000 evri odpravnine. Preiskava komisije pa je le še potrdila, da je nova KBM s preprodajo delnic elektropodjetij in preko denarnih tokov računalniškemu podjetju dejansko omogočila nakup Večera. KBM nakazala 1 700 000 evrov podjetju Kandela, ki je potem v istem dnevu del teh sredstev nakazala podjetju Rašica Point, del sredstev fizični osebi MR, del sredstev podjetju Piket DOO, ki sta potem isti dan fizični osebi DČ nakazala 925 000 evrov, ta pa potem podjetju Trilan. In vse to so izvedli v enem samem dnevu, 15. julija, datum, ki so ga vpleteni lovili zaradi vplačila are za nakup Večera. In uprave banke bi morala biti previdna vsaj pri delu poslu Mateja Raščana, ki je že takrat s podjetjem Delo revije predstavljal nasedlo naložbo. Ki jih po normalnih bančnih standardih se preprosto ne bi smelo zgoditi, zato ker niso bile zavarovanja v redu, ker niso bile stanja v redu, ker kot boste videli noter, gre tukaj pri en kup firm za prazne firme. Za koliko firm od teh ste pa že slišali mimogrede? A v ozadju se omenja tudi odvetnik Miro Senica, pa Matej Raščan in lastnik mariborskega Vinaga Leo Ivanko. Po besedah Klemenčiča sta Matjaž Kovačič in Manja Skernišak naredila koruptivno dejanje v tistem trenutku, ko je nova KBM vstopila v ta krog nakupa delnic, ki jih je banka nato še preplačala. Zdaj je na vrsti lastnik, torej država. Nam se tukaj pooblastila ustavijo. Komisija bo vso dokazno gradivo odstopila državnemu tožilstvu. Odzvali so se tudi v banki, kjer bodo po končani forenzični reviziji in skrbnem pregledu poslov morebiti imeli pravno podlago, da ukrepajo proti Matjažu Kovačiču in Manji Skernišak, ki za zdaj ostaja v banki kot svetovalka uprave.